Prijazen dober večer voščim vsem, ki danes spremljate naš poslanski pogovor v našem studiu LMŠ. Nahajamo se v prazničnem času in seveda ne zamerite, če vam še malo zamorimo tudi s politiko, vendar nocojšnji večer ne bo tako zelo strogo političen, ampak se bo spraševal o globljih pomenih, o vlogah civilne družbe, politike in pa skušala bova z mojo gostjo, za katero si štejem v posebno čast, da se je odzvala mojemu vabilu, bova skušala odstirati mogoče nekatere tančice in razbijati stereotipe. Moja nocojšnja gostja je gospa Nika Kovač. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v našem studiu. Zase pravite, da ste fajterka, da vedno govorite za svojo idejo, date vse v to. In sam sem to izkusil tudi na lastni koži. Če naredim nekoliko uvoda, kako sva se midva spoznala, da boste vedeli, drage gledalke, gledalci. Prvič sva se spoznala bolj posredno, ko sem še vodil vlado in je naša vlada želela ukiniti dodatek na delovno aktivnost. Takrat je inštitut 8. marec, vaš inštitut, nas je kar precej ostro napadel in smo imeli kar, tako bi rekel, bojne odnose. Tako da najino prvo srečanje ni bilo nič kaj prijazno in je bilo posredno. No, pa še zmagali smo. Pa še, seveda, sej civilna družba je, vloga civilne družbe je močna, vsaj morala bi biti v družbi in tudi izvajati nalogo nekega varuha, kar vaš inštitut vsekakor tudi dela. Potem najino drugo srečanje je bilo pa čisto drugačno. Bilo je že zdaj, v času, ko smo mi v opoziciji in bil je čas referenduma. In na nas ste se obrnili kot na politično stranko, namreč bil sem presenečen, moram reči, ker tako kot ste imeli vi, gospa Nika, stereotipno predstavo o meni, tako sem imel tudi jaz o vas stereotipno predstavo, in zato sem bil presenečen. In sem predvsem bil vesel tega, da ste vi prepoznali kot civilna družba, da mora politika in civilna družba, da morata delati z roko v roki, kadar gre za dobro stvar. In danes nocoj bova skušala ravno o tem govoriti. Sodelovala sva pri referendumu o pitni vodi. Res, da naša vloga kot stranke je bila bolj inkognito, nismo želeli se strankarsko izpostavljati zraven, ker pa bom tako rekel kot včeraj predsednik vlade, smo delali za stvar. In to nam je vsem skupaj tudi uspelo. In zdaj smo v fazi, ko se bližamo pravzaprav drugemu referendumu. Vi pravite, da bodo naslednje volitve, ki prihajajo, tudi velik referendum za celotno državo, za vse Slovenke in Slovence, in o tem bova govorila nocoj. Torej, kako vi vidite vlogo civilne družbe, vlogo politike in ali je možno, da ti dve entiteti sploh sodelujeta in da prideta skupaj? Ja, jaz mislim, da najbolj opiše pomen civilne družbe to, da ne jaz, ne vi ne veva, kako bo, ko se bova srečala 6. ali pa 7. in v kakšni vlogi bova. Zaradi tega, ker se mi zdi, da ko si v neki organizaciji, sploh mi v inštitutu, se vedno borimo za vsebino. In zelo jasno vemo, v kaj verjamemo, zelo jasno vemo, da si prizadevamo za neko socialno pravičnost, družbeno pravičnost, fair okolje, da nam gre na živce korupcija. In to so vedno teme, kjer se bomo angažirali in kjer bomo iskali zaveznike. In mi
tudi verjamemo, da najboljši zavezniki so čudni zavezniki, zavezniki, ki si jih pač nikoli ne bi predstavljal. Tudi verjamemo, da ljudje niso črno-beli, tudi da situacije niso črne ali pa bele, in da je zaradi tega treba zelo aktivno vedno iskati možnosti sodelovanja. Da sprejmeš, da kdaj ne prideš skupaj, ampak da se zelo upreš trenutkov, ko lahko delaš skupaj, in to se je zgodilo tudi nam. Hkrati je zame zelo povedno, ko je bil ta pač pogovor napovedan, je mene ogromno ljudi vprašali, če bova napovedala mojo kandidaturo. Pač ne bova je, nikoli nisem bila povabljena, če bi bila, verjetno tudi ne bi tle sedela. Zaradi tega, ker se ne vidi nikoli civilne družbe kot nekoga, ki lahko je tudi zaveznik politične stranke v nekem trenutku, ki lahko sodeluje tudi s političnimi strankami in ki pravzaprav jih mora tako napadati, ker se nam to zdi prav, kot takrat, ko delujejo fair in pravilno, biti zelo fair zaveznik tudi sam. In jaz mislim, da naslednje volitve so izjemno pomembne. Mi v inštitutu absolutno podpiramo vse opcije, ki ne bojo sodelovali z Janezom Janšo ali pa z Matejem Toninom ali pa z drugimi strankami, ki so zdaj v vladi, ker se nam zdi, da nam grozi prihodnja Madžarska, in zato se mi zdi, da zdaj tudi delujemo in sodelujemo z vsemi. Kar je pa glede referenduma za čisto pitno vodo, sem bila pa jaz res tudi presenečena, pač LMŠ je bil izjemno fair. Mene je šokiralo, ko ste na prvem sestanku predlagali, da naj govorijo strokovnjaki in da se vi čisto umaknete. Seveda smo pa rekli, ne, dajmo iti transparentno z vsemi, ampak to je bilo nekaj novega in ste zelo posebni v tem, da nas jemljete take, ki smo, da nočete več in da sprejmete to, kar ponudimo, in hkrati korektno odšpilate. In to meni veliko pomeni. Ja, se strinjam. Namreč meni je tudi to pomembno, da se zavedamo vedno, večkrat slišimo, kaj sodelujete s to civilno družbo, ker po volitvah vas bodo pa spet napadli. In seveda jaz vedno rečem, ja, seveda, absolutno. Sej vloga civilne družbe je v tem, da je korektiv, da opozarja vlado, kadar ne dela tako, kot bi bilo pričakovati. Res je, da na levi sredini je več tega. Civilna družba, civilno gibanje je bolj kritično, po mojem mnenju, do levosredinskih vlad, kot je to na desni strani. To zagotovo sploh ni dvoma. Ampak jaz to pozdravljam kot razbijanje enoumja, kot različnost, recimo tudi tako kot koalicija KUL. Smo 4 stranke in zakaj smo različne? Zato, ker želimo res dati vsakemu nekaj. In v teh 4 strankah, ki so sedaj v opoziciji, ki so pravzaprav že 2 leti skoraj edina resna opozicija, sej vse ostalo ni opozicija, in tudi nam očitajo, da smo izključujoči v politiki. Tako kot ste sami rekli, s tistimi, ki sodelujejo v tej vladi, ne moremo sodelovati ne zato, ker so desni. Mi ne napadamo vlade, ker je desna, to je že treba povedati, ampak napadamo zato, ker ne dela v skladu s tem, kjer mi vidimo to državo. In zagotovo je sodelovanje možnost 75% politike. To ni, ko pravijo, kako smo razklani. Nismo razklani na pol-pol. Ne, 75% je popolnoma takih ljudi, ki cenijo vrednote takšne, kot jih tudi mi, in ki si želijo pač normalno živeti in normalno delati. Zato vidim vašo vlogo, ker vem, da vas bodo po nocojšnjem večeru zagotovo tudi napadli. Jaz vem, kaj se bo zgodilo. Nekateri bodo rekli, ja, prodali ste se politiki, ne vem, kaj vse boste slišali. Jaz bom slišal, da se vam prilizujem, da vas skušam kupiti. Ja, dobro, če tako vzamete, naj bo.
Ampak jaz bom slišal, da skušam vas kupiti, ne vem kaj, utišati ali karkoli. Ne, jasno je treba povedati, da midva zelo dobro sodelujeva, predvsem zdaj v času, ko se bližajo volitve, kajti cilj je, da gredo ljudje voliti. In najbolj mislim, da tako vam kot meni gre najbolj na živce to govorjenje, kako so vsi isti. Ne? Potem lahko tudi rečemo, da so odvetniki vsi isti, da so barabe, ker branijo lopove, ker potem lahko rečemo, da so vsi obrtniki isti, ker ne pridejo, ko jih povabiš in tako naprej. Ne? Skratka, to skušava danes nekako naliti čistega vina, da ko bodo volitve minile, bova midva spet vsak na svojem področju delovala in ko bomo trčili v nekaj, ko bomo nekaj začeli sprejemati, kar vam ne bo všeč, ker boste čutili, da to ni to, bova seveda spet povedala vsak svoje, ampak to ne pomeni, da ne moremo sodelovati. Tako da zdaj mi je znano, da boste vi nekoliko dlje v Sloveniji, kot ste planirali, ne? Se pravi, boste še januarja tukaj. Predvsem, kot vem, se pripravljate na to, kako motivirati ljudi, da pravzaprav gredo na volitve, da gredo na ta veliki referendum, ki se mu reče volitve. Ja, jaz sem zadnje čase ful razmišljala tudi o nekako vlogi civilne družbe, ko vlada mogoče politična opcija, ki te je bližje. Ne? In zelo veliko berem o tem, tudi v Ameriki se prav en moj predmet ukvarja z zgodovino civilne družbe. In kar je recimo meni zanimivo je to, da se mi zdi, da imaš dva ločena pogleda na civilno družbo. En je ta, ki civilno družbo vidi predvsem kot pritisk, drug je pa ta, ki jo vidi kot nekega sopotnika, kar tudi mi zdaj probamo delati v inštitutu, govoriti z vsemi strankami, iti na vsako pacijo, procesijo, biti povsod prisotni. In jaz tudi verjamem, da so polja, kjer tako kot civilna družba ne zna izkoristiti političnih strank. Zame je bil tak, recimo, klic v sili, klic v sili, zdaj smo pri tem milijonarju, je bilo to med referendumom, ko sem ugotovila, da jaz ne znam strank prositi za denar, zato da bi stranke poslale letake, pa ste se potem v LMŠ-ju, kasneje v Levici, pa v SD-ju odzvali na to, pa sicer tega denarja nismo potem potrebovali. Civilna družba ne zna zahtevati od strank. Hkrati pa jaz mislim, da so tudi polja, kjer recimo stranke ne znajo prositi civilne družbe za pomoč. Recimo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, nekaj, kar imate tudi vi v programu, nekaj, kar je splošno sprejeto, kar vemo, da je javnost naklonjena, je neko polje, kjer bomo rabili aktivacijo civilne družbe in kjer jaz vidim, da so možnosti, da delamo z roko v roki in da takrat pomislimo drug na drugega in rečemo, ja, čeprav je nekdo v vladi, čeprav nekdo teži nam večino časa in naredi kakšen mem o našem butastem imenu KUL, ga bomo zdaj poklicali in rekli, a lahko pomaga. Tako da to je nekaj, kar si jaz recimo želim za prihodnje. Kar se tiče pa volitev, je pa tako... Ste naredili kakšen mem o KUL-u ali kaj? Ja, joj, mi v inštitutu nam gre tako na živce to ime, tako res. In imamo že pripravljeno te vaše kepce, to je nekaj, kar nas res zabava. A dajte no? Ja, in imamo potem, v bistvu bomo pripravljeni, da ko bo vlada in če nam kaj ne bo všeč, bomo dali vašo sliko pa napisali to ni KUL. Tako da zdaj smo to izdali. Ampak ja, če greva na volitve, najprej morajo biti volitve, da potem lahko uporabljamo te meme. Jaz mislim, da zakaj so ljudje prišli na referendum o vodi, je bilo zato, ker se jih ni podcenjevali. Mi smo bili zelo direktni, mi sami tega referenduma ne bi znali zmagati, mi sami nismo verjeli, da bomo zmagali in rekli smo, naredite lastno kampanjo, tukaj imate vsebino, tukaj imate materijale, pomagajte nam, organizirajte se in zato so ljudje in sploh naše generacije prišli. Prej so bile to kampanje, ki so jih jemale tako kot neke lutke, kot neke marionete, samo kot neke instrumentalistične glasove, ki se jih pol ne bo upoštevali in jaz mislim, da se je to zdaj spremenilo. Po
postali smo ljudje pomembni in ljudje se zavedajo, da njihov glas šteje. In zato jaz upam, da bojo te volitve najštevilčnejše obiskane. Ja, to upanje je pravzaprav na mestu. Človek mora vedno imeti to upanje, kajti veliko ljudi je, ne vem, ali gre vam tudi to mogoče na jetra, kot se reče, meni gre zelo. Ravno tisti, ki nikoli ne gredo volit, ki nikoli ne bi nič, so najbolj pametni. Meni gredo tudi mogoče včasih na jetra ali pa velikokrat tudi nekateri, bom rekel, ki so v preteklosti že imeli kakšno priložnost, pa karkoli, pa še vedno želijo nekako ves čas vplivati. Ne vem, smo jih gledali, ko smo bili stari 10 let, vas še niti ni bilo. Danes pa spet, recimo ta izjava, da potrebujemo alternativo KUL-u in podobne zadeve, to je, ali pa izjave, da je strank preveč, ampak dajmo narediti še novo. Take zadeve so recimo včasih skregane z neko kontradiktorne so same s sabo. In zlasti pa, kot pravim, najbolje pa to, ko nekateri kritizirajo, se razburjajo, vsi ste isti, enkrat mi je eden napisal vsak dan mi pišejo na Facebook take, da niso za javnost, ampak je napisal, vseh 90 vas je za ubiti. No, potem sem mu pa napisal kaj, da boste potem naslednjim 90, ki bodo prišli, rekli isto. Skratka, to ni prava pot. In če lahko tudi se nekako navežem na te proteste petkove, ki so zdaj že pravzaprav skoraj 2 leti, moje mnenje je vedno bilo, da civilna družba in politika in sindikati in vsi morajo iti z roko v roki. Mislim, da je vendarle narobe reči, da ne vem, če protestiraš proti nekemu dogajanju, ki ga imamo sedaj na vladi in tako, da potem rečeš, ja, vsa politika je za nič. Ker že jutri boš lahko morda ti v politiki, pa boš na istem. Se pravi, jaz sem tudi, preden sem vstopil v politiko, še na lokalnem nivoju, sem imel nekoliko drugačne predstave o vsem tem. Potem pa, ko prideš na samo delovno mesto, pa vidiš, da ni tako. Skratka, mislim, da ni dovolj tega, da bi šli z roko v roki in da bi tudi protesti, seveda, protesti so vedno legitimni in vedno so ustavna demokratična pravica, ampak eno pa manjka protestnikom, po mojem mnenju, to je pa ravno to, da vendarle je pa treba priznati, da vsa politika pa ni ista. Ker potem tudi mi v opoziciji lahko rečemo, zakaj se matramo, Ker potem bomo mi dobili zlato Sizifovo priznanje vsak čas in nima nobenega smisla, če potem tisti, ki protestirajo v petkih, rečejo, ja, sej vi ste ravno taki, kot so oni vladajoči. To se mi zdi napačno, pri vas sem pa vendarle dobil drugačen pristop in se pravim, jaz sem imel vas zelo stereotipno predstavo. Takrat sem rekel, pa kaj se nekaj napenjajo, pa tako naprej. Potem ste me pa zelo presenetili z eno banalno zadevo, bom tako rekel, z eno banalno zadevo, ko ste rekli, da če je sestanek daljši od 45 minut, je nesmiselen, ker če se v 45 minutah ne znaš operativno zmeniti, kaj bi rad, je težava. Ta stavek je meni dal vedeti, da ta gospa pa ni, ta moj stereotip je daleč od resnice. In tukaj sem videl, da vi vendarle se zavedate vloge civilne družbe, politike in tako. Tako da seveda
se mi zdi, da je to nek pravi pristop in da je tudi pravi pristop, da civilna družba je civilna družba, politika je politika z vsemi svojimi napakami, problemi in tako naprej. Ampak civilna družba se je dolžna boriti na svojem področju, ko je potrebno sodelovati in tudi biti kritičen. Tako da, recimo, kako vi gledate na to vse, kar slišimo danes, da itak, recimo, da je vlada za nič itak, ampak da je tudi opozicija za nič. Kako vi gledate na to? Ja, meni se zdi, da v resnici v inštitutu imamo nekako dvojno pozicijo. Naša prva pozicija je to, da vedno kritiziramo sistem, v katerem smo, in mi vedno govorimo, da na splošno sistem, v katerem smo, pač proizvaja neenakosti, proizvaja revne, proizvaja neke stiske in da na splošno je tudi ta sistem problematičen. Zato smo prej vedno tudi govorili, da za nas ni razlike med preteklo vlado in vlado potencialno Janeza Janše, ker smo pravili, vse je znotraj istega sistema. Potem pa pač dobiš to vlado Janeza Janše in ugotoviš, da je to še en korak dlje, da je to avtoritarna vlada, vlada, ki zastrašuje, vlada, kjer je korupcija normalna, vlada, ki nastavlja svoje ljudi na položaje, vlada, ki proizvaja policijsko nasilje in ga celo normalizira. Policijsko nasilje je bilo seveda kdaj tudi prej, ampak pač, da je to vlada, ki gre korak naprej. In ko govoriš s prijatelji iz Madžarske, ki se množično izseljujejo, s prijatelji iz Belorusije, ki se zatečejo kdaj k nam in potem pač iščejo druge priložnosti, ugotoviš, da je trenutno naša prva prioriteta, da se vrnemo tja, kjer smo bili. In da se vrnemo tja, kjer smo bili, je edina pot ta, da sodelujemo s strankami, ki so že pokazale svojo držo, da ne grejo v to smer, čeprav se mogoče v tem nekem širšem sistemskem pogledu, ki je za nas tudi pomemben, ne strinjamo. In hkrati se nam tudi zdi pomembno, da to izpostavljamo. Jaz mislim, da je zdaj ta točka, ko je pomembno zbrati svojo stran. Zato jaz tudi govorim na strankarskih dogodkih, zato meni ni problema priti kamorkoli, ne glede na to, koliko me potem se napada, zato grejo tja tudi druge punce pa fantje iz inštituta, ker se nam zdi, da zdaj je treba povedati, da ja, pač opozicijske stranke, čeprav je kul res bedno ime, to bom še enkrat povedala. Se pravi, izraz bedno ni prehud. Ne, pač za nas je zdaj trenutno to pač zavestna odločitev. Tudi projekt, ki ga imamo, je to, da pripravljamo zakon, ki bo umaknil nekatere zakone, ki jih je ta vlada sprejela, ker se nam zdi pomembno, da gre nova vlada v smer tega, kar smo živeli pred letom pa pol, da se obrani javno RTV, da se obrani institucije, da se obrani pač neodvisnost na večjih področjih. In zato pač za nas niso vsi isti. In videli smo, da pač niso vsi isti. In pač, čeprav je bilo težko fajtati tudi proti pač vaši vladi in čeprav tudi to je imelo svoje točke, ki nam ni bilo lahko, pa vedno je to zoprno, čeprav bo meni izjemno težko fajtati tudi proti naslednji vladi, ker boš vedno imel kaj pa, če pride spet nazaj pač desna vlada, ne. Pač je to prva vlada, ki je mene osebno strah, recimo, je to prva vlada, ki poznam ljudi, ki jih je strah, ki izgubljajo službe in ki ne glede na to, kaj govorijo petkovi protestniki in ne glede na to, koliko jih je na protestih in ne glede na to, da so to zelo prijazni in kultivirani protesti. Mislim, ljudje imajo lutke, avti ne gorijo tam. Pač kulturni program je to, da vlada hoče, da nekdo, ki govori na teh protestih, plača policijsko varovanje, pač to je bolno. In zato smo mi tukaj in zato jasno stojimo za tem, da niso vse stranke iste. Kaj bomo pa delali potem, ko pač bo neka nova vlada, je, da se bomo probali boriti za to, kar je nam pomembno. In tudi jaz verjamem, da če imaš nek odnos, da pohvališ takrat, ko stranka dela v redu, da poveš, ko se ne strinjaš, da mogoče kdaj celo lažje prideš skupaj na kakšni temi. In to je neko upanje, ki ga mi imamo. Ampak ja, te volitve je treba zmagati, drugače pač jaz mislim, da se bo nas zelo veliko prisiljenih izseliti na eni točki.
Se pravi, če se ustaviva še enkrat, se pravi, vi pravite, da ime KUL je bedno. Je tako hudo? Mislim pač, malo je tako za starejše gospode nad 50. Dobro, jaz še nisem, sem 44. Pa vseeno ste to ime. Ja, saj veste, človek ni vedno sam tisti, ki odloča. O vseh zadevah tukaj na levi sredini je pač tako, da skušamo upoštevati mnogo mnenj in da tudi to različnost skušamo upoštevati, kajti enoumje, sej vemo, enoumje sicer mogoče se kakšna stvar hitrejše naredi, je pa vprašanje, če se dobro naredi. Ne? To je pa drugo. Ne? Ta vlada se hvali, koliko dela, ampak veliko delati še ne pomeni dobro delati. Ne? Tako da... Mislim, in predvsem se mi zdi, da je treba pač zelo jasno analizirati, kaj se je sprejelo v zadnjem obdobju. Zelo jasno je treba tudi pripoznati, kje so vse stranke stopile skupaj in se tudi zavedati, da so bile neke take točke, ampak vseeno pač govoriti o tem, kaj nam je ta vlada naredila in zakaj je situacija takšna, kakršna je. Se vam zdi recimo naše geslo normalizacija, rešitve, razvoj, se vam zdi normalizacija recimo ustrezna beseda oziroma se vam zdi, kot nam nekateri očitajo, da želimo uvesti revanšizem, ko govorimo, da bomo nekompetentne zamenjali tam, kjer je to potrebno in tako naprej. Se vam to zdi revanšizem? Jaz imam drug problem s to. Mislim, normalizacija, vsi si želimo stanja pred enim letom pa pol, ampak vseeno mogoče zame osebno to stanje tudi takrat ni bilo normalno. Zaradi tega, ker še vedno smo imeli fulene prekernosti, ljudje niso najdeli služb, draga stanovanja so, vse to, kar se zdaj odpira in kar se naslavlja. Tako da normalizacija v kontekstu tega, dajmo se vrniti na neko točko, potem pa gradimo iz tega naprej. Se mi pa zdi pomembno poudariti, da tudi takrat za nas stanje pač daleč od tega, da bi bilo super in popolno in veliko stvari, na katerih je treba delati. Je pa pomembno, da se tja vrnemo. In tudi recimo ta zakon, ki ga mi pripravljamo, je naša želja ta, da nova vlada to sprejme in da potem začne delati nove ukrepe in graditi dobre zgodbe. Se pravi, vi govorite o nekem krovnem zakonu, ki bi odpravil vse te PKP-je in to vrstne zadeve, oziroma sami PKP-ji niti niso sporni. Sporni so tisti pritepenci noter v zakon, ne, recimo zdajle v zadnjem PKP-10 se je pojavila zvišanje zdravniških plač, ne, to ne mladim zdravnikom in ne vem kom, in to bo spet porušilo cel sistem. Ne. In tudi mi smo že, mislim, da že leto dni nazaj ali že več, že govorili o tem, da je točno tak krovni zakon potrebno sprejeti, ki bo v celoti odpravil vse te anomalije. Seveda pa to ne pomeni, da bodo ljudje, kot so želeli prikazati, da bodo ljudje, ki so pomoči dobili, da bo to treba vračati. To seveda je skregano z logiko in tega ne bo. Tako da mislim, da če se že pogovarjava o tem zakonu, mislim, da se bomo tukaj kar lahko našli, ker tukaj tudi razmišljamo podobno oziroma enako. Za nas je tudi zelo pomembno to dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Jaz sem takrat, zdaj se pogovarjava mogoče zelo iskreno, ampak Levica nam pravzaprav ni verjela, da mi to res podpiramo, ne? Ampak naši poslanci so glasovali za ukinitev tega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, tako da mi na tem vztrajamo in tukaj tudi mislim, da se bo dalo najti nek skupni jezik. Kakšen je vaš odnos do vojske, recimo? Tukaj pa ne vem, če se bomo našli lahko. Kako vi gledate na to? Ne, jaz mislim, da tukaj bo kar pestro. Ste za ukinitev vojske celo? Ali jo jemljete kot del družbe
Mi v inštitutu smo takrat tudi oddali podpise proti pač nakupu orožja in takrat ena od grafik, ki smo jo imeli, je to, da naj se da vojakom višjo plačo in javno zdravstvo in šolstvo za začetek in potem iz tega izhajamo. Se nam pa zdi zelo veliko pač operacij vojske in zelo veliko slovenskega vmešavanja v tuje zadeve in nakupov res nesmiselnih. A ne? Tako da za začetek ostaneva pri tem, vas bomo pa presenetili, ko boste v vladi. Ja. No, potem že, se pravi, kot bi rekli, expect the unexpected. Ne, drugače pa, kar se tiče zakona, ki ga delamo, mi smo ljudem dali obrazec in v ta obrazec smo jih prosili, da naj nam napišejo, kaj so stvari, ki so jih v zadnjem letu pa pol najbolj motile. Zato, ker mi vedno delujemo tako, da vprašamo ljudi, zanima nas njihovo mnenje in potem analiziramo. In odgovori so zelo različni, a ne? Od tega, da jih pač motijo vmešavanje v institucije, do tega, da jih moti poglabljanje razlik, do tega, da jih pač motijo nekateri deli PKP-jev, pač različni odgovori so. Kaj bomo mi naredili, to v teh dneh bomo analizirali, pripravili predlog tega velikega zakona in potem pač šli z njim naprej in napovedujemo, da bomo zanj zbrali še več podpisov kot za referendum. Tako da mi bomo šli po ulicah mest in vasi in v bistvu pač opozarjali na te zadeve. Pripravljamo pa še nekaj, ampak to za malo kasneje, ki bo pa drugačna vsebina. Mojca naša in Tina to koordinirata. To bo pa potem še eno presenečenje, ki bo pa prišlo med lokalnimi volitvami. To pa zdaj prvič povemo. Dobro, to je pa še tako daleč, že sem mislil namreč reči, naj mikrofon izklopijo, da boste samo meni povedali, pa ne bom silil naprej, ne bom tako žnarast, kot se reče. Se pravi, načrtov je veliko, vidim, načrtov je, ki so povezani pravzaprav z izboljšanjem naše družbe, kar je cilj pravzaprav vseh nas. Mi kot stranka zagotovo podpiramo javno zdravstvo, javno šolstvo in vse te pridobitve, ki smo jih tudi že v ustavi zapisali, ki smo jih že zdavnaj akceptirali. Ne? Recimo, meni se zdi, zdaj, če nekoliko greva na te pravice tudi žensk in tega, meni se zdi pravzaprav, da je o kvotah govoriti pravzaprav grdo, da bi to moralo biti že samoumevno, da se ne govori o nekih kvotah, ženske kvote in potem, da je tudi to neko zastarelo razmišljanje, pa da bi morali to že osvojiti in organsko iti v to. Kako gledate na te zadeve? Je pač pozicija inštituta taka, da če imaš ti podjetje, kjer imaš upravo in to podjetje izkorišča delavce tretjega sveta in jih plačuje manj kot $1 na dan in jim ne dovoli na WC, in če imaš v tem podjetju v upravi same ženske ali pa same moške, je to še vedno podjetje, ki izkorišča delavce. Ne? Torej, kvote same na sebi absolutno ne prinašajo neke družbene emancipacije, same po sebi niso to, da bi podpirale neko žensko enakopravnost direktno in neposredno, zaradi tega, ker je to vpisano v sistem. A ne? In vedno je zraven pomembna tudi dodatna vsebina, dodaten družben kontekst, dodatno neko polje boja. In recimo, jaz sem bila vedno do kvot zelo zadržana in zelo skeptična, zaradi tega, ker se mi zdi, da tudi v našem sistemu, če pač stranka reče, da bo dala na 50% mest ženske, so to pogosto neizvoljiva mesta, so to mesta, kjer se recimo fila tudi neka polja, pa hkrati se mi zdi tudi, da moramo, ko govorimo o feminizmu, govoriti o čist drugih stvareh. Je pa recimo zanimivo, jaz sem spoznala
par kolegov imam iz kurdske stranke, Kurdi pač imajo te kvote 50-50, ampak je del neke širše politike in to tam deluje, ne? Na ta čist nek drugačen način. Tako da jaz mislim, da kvote so vedno del nekega širšega konteksta in nekega širšega vprašanja, niso pa same po sebi neki, ob čemer bi mi dol padli, prej malo kdaj zavijamo z očmi. Se vam zdi verjetno, vsaj meni se tako zdi, da je mnogokrat tudi to zlorabljeno v neke politične namene in da se dejansko ali gre za pravice žensk, ali za pravice istospolnih, ali za katerekoli druge pravice, da pravzaprav ne gre za boj dejansko za pravice teh ljudi, ampak za nek politični prestiž in da se te ljudi izkoristi. Imate kdaj ta občutek? Mislim, jaz prva stvar, če bomo imeli recimo pač kandidatko za predsednico, recimo, ki bo ženska in bo delala svojo kampanjo na tem, da je prva ženska predsednica, bo mene zanimalo, če se je zdaj oglasila, zakaj se medicinskim sestram ne povišajo plače, če se je oglasila pri ukinitvi dodatka za aktivnost, ko so pač najbolj nasrkane mame samohranilke, če se je oglasila pri tem, da so najrevnejši sklop prebivalstva samske upokojenke. Pač to je resno vprašanje in to je vprašanje enakopravnosti. Nabiranje točk je pa vedno prisotno pri tem, ampak če se preveri neke konkretna dejanja, konkretno, ker enih besed več ne smemo uporabljati, pa je pol pokaže se malo drugače. Ja, ker sam to doživljam tako, recimo, potem imamo pa že tudi eno vprašanje, sam doživljam tako, ne, če v politiki, jaz vem, da tukaj ne moram nikakor kot politiki spasti žrtev, ker ljudje politika gledajo tako kot... Mislim pa višje plače imate, kot večina nas. Ja, dobro, 3000 neto jaz dobim, recimo, ne, s poslanskim pavšalom zraven, ne, ampak vedno je tako, imamo ta občutek, če se zavzemamo za neke zadeve, da bi jih rešili, nam vsi očitajo nabiranje političnih točk, če nič ne narediš, lej ga nič ni naredil. Ne, skratka, tudi v politiki imamo včasih občutek, da pravzaprav res se vprašamo, zakaj bi. Ampak potem nekaj najdemo in gremo dalje. Branka pa zanima, pravi takole, Inštitut 8. marec želi, da pride v Sloveniji do sprememb političnega delovanja, da se konča s korupcijo in nerealno ter škodljivo porabo javnih sredstev s slabim kadrovanjem. Kako si boste v inštitutu prizadevali, da se te spremembe res zgodijo? Ja, šli bomo na avtobuse, vzeli bomo v roke blokce in papirje in šli od mesta do vasi, se pogovarjali z ljudmi, zbirali podpise za zakon in predvsem to širili sporočilo, da v tem trenutku pač so volitve naslednji referendum, ki odloča o tem, kakšno prihodnost bomo imeli, predvsem bomo pa garali kot živali naslednje 3 in 4 mesece in predvsem se nam zdi tudi pomembno, da ostajamo to, kar smo, da ostajamo kot inštitut, da se ne priključujemo nikomor, ker se mi zdi, da je naša moč v tem, da lahko iskreno in neposredno govorimo o vseh teh stvareh. Pa tudi to, če se vrnem nazaj, da pohvalimo stranke takrat, ko stojijo ob nas in rečemo hvala, ker se mi zdi to isto pomembno kot to, da takrat, kadar niso z nami, jih skritiziramo. Tako da to se meni zdi prava pot za prihodnost. No, to se strinjam. Ja, lepo je, ne, saj tudi to v politiki ne znamo vedno, da pokritiziramo, kadar je za pokritizirati, pohvaliti pa potem ne znamo. Pa saj ne gre za pohvalo, veste, jaz... kadar nas kdo napada ali karkoli, ni neke, da bi bil, ne vem, ko je bila še naša vlada, ne, pa nam je recimo kdo rekel, vlada gre v desno, vse je narobe. Ja, tudi vi recimo, ne. Jaz sem si takrat mislil, čakajte, da se ne bo res zgodilo, da dobimo desno vlado, ne. Skratka, sem se zavedal, ne, in nisem bil osebno užaljen, ampak me je skrbelo, da bo tak odnos pripeljal do česa takega. Ampak to je pač normalno. Ljudje, dokler ne vidimo, dokler nimamo neke izkušnje, se niti ne zavedamo, do česa lahko pride. Mogoče še en stereotip, ki smo ga imeli veliko nas,
da, ko je bilo rečeno, ja, mladi so neaktivni, mladi ne hodijo voliti, mladi jih nič ne zanima, mladi gor, mladi dol. Pri vas vidimo pravzaprav, da ste garači. Vi ste garači, vi delate praktično cele noči, zdaj, ko ste še v Ameriki, ko je še ta 6-urna časovna razlika, praktično noč izkoristite, ker je pri nas dan. Ne? To je strašno garanje, strašen napor ob vseh vaših obveznostih, študijskih in nasploh. Tako da mladi nikakor jih ne moremo reči, da jih nič ne zanima. Je pa res, da z nekimi starimi prijemi verjetno pri mladih ne boš uspel. Ne, itak. In tudi mi smo na tej fazi, ko nas v resnici razni strici iz ozadja, pač ali so naj to levi ali desni, nas v resnici ne zanimajo. Pač to niso naše generacije, mi niti ne vemo, kako so te stvari zares funkcionirale, nas zanima prihodnost. Mi hočemo nazaj potencial prihodnosti, mi hočemo nazaj potencial neke drugačne družbe, mi hočemo se oklepati tega upanja, da je lahko drugače in do tega pa lahko pridemo sam z delom. Mi v inštitutu smo tako kot ene mravljice, ki gradimo svojo vlogo znotraj kolektiva s tem, da delamo, in to je naša vrednota. In ne prenašamo evalvacij, ne prenašamo dolgih sestankov, ne prenašamo refleksij, pač mi se veliko smejimo, imamo zelo črn humor, pa hkrati potem tudi resno oddelamo. In vemo, da kdaj je treba delati tudi zato, da zgubiš, in da je kdaj treba delati tudi, ko te drugi napadajo, in da je kdaj treba tudi delati kakšne stvari, ki ti niso prijetne, in predvsem, da je v aktivizmu vsako delo vredno. Pri nas je isto vreden tisti, ki za dogodke pripravlja dvorano ali pa ki nosi letake, kot tisti, ki da intervju ali pa piše izjavo za javnost. In to je še en message, ki se mi zdi, da ga mi probamo vzpostaviti, to, da je treba vsako delo spoštovati. In za nas so največji heroji bili recimo v referendumski kampanji ljudje, ki so bili prostovoljci na predčasnem glasovanju, ki so pri +40 stali zunaj in pobirali, delili nalepke in pač brez njih in brez tega dela tudi ne bi bilo zmage. In to je treba videti. In treba je vedeti, da je tako delo v civilni družbi res delo, da mi, čeprav nimamo nobenih davkoplačevalskega denarja, pač vsem pač delamo in garamo in tudi pač politika je neko delo specifično, je neka veščina. Je to, da obvladaš odbore, da obvladaš zakone, da znaš delati z neko državno birokracijo, je tudi nekaj, kar mi ne znamo in tudi to je treba priznati. Te stvari se je treba naučiti in tudi imeti stranko, vzpostaviti terensko mrežo, imeti program je tudi delo. In tega se marsikdo ne zaveda. Ker tipična predstava je, recimo, vlada jim daje denar, da jo potem kritizirajo. Ne? To je neka tipična predstava. Mi imamo ful idej, kaj bi s tem denarjem naredili, če bi ga končno dobili. Imeli bi roza preproge v pisarni, imeli bi veliko knjižnih polic, enkrat bi radi hodili na dobra kosila vmes, ampak pač je pa tudi naša zavestna odločitev, da tega denarja nikoli ne vzamemo, da se ne prijavljamo na te projekte, ker se nam zdi, da tako lahko delamo neodvisno. Se vam zdi, da bi bili potem sužnji? Oziroma, da bi bili že nekomu nekaj dolžni? Jaz mislim, da se zgodi to, da postaneš suženj birokracije in razpisov in suženj izpolnjevanja razpisov in če se potem zgodi nek sporen zakon o vodi, ne moreš skočiti v samo kampanjo zaradi tega, ker pač delaš na razpisih in delaš na tem. Drugo je, če imaš pač zaposlene ljudi, se bojiš za njihove plače, za njihove službe in postaneš bolj pazljiv. In tretje je tudi to, da pač preprosto ne želimo sploh imeti tega v naši enačbi. Naša enačba je zelo jasna v inštitutu, kaj je naš cilj in ko imamo cilj, naš naslednji cilj je to, da se zamenja oblast na volitvah in da se sprejme zakon, ki ga bomo napisali, gremo proti cilju in ne gledamo drugih stvari. In zato smo lahko uspešni, ker pač delamo eno samo stvar in se fokusiramo, čim bi pa bili prisesani na državne jasli, pa bi bilo drugače. Ja, ker nekateri poslanci radi, zlasti seveda vladajoče opcije, radi
očitajo nevladnikom, kako so prisesani na državne jasli, kako niso nič delali, ne? Potem greš pa pogledat njihovo biografijo, je pa prva zaposlitev pravzaprav parlament. Pa tudi po drugi strani, ne, jaz sem zelo dolg časa bila zelo tako odklonilna do tega financiranja na način, pač ne, mi pa res ne bomo. Ampak hkrati pa imamo toliko nevladnih organizacij, ki delajo toliko čudovite stvari. Karitas, Zveza prijateljev mladine, Rdeči križ, okoljske organizacije, s katerimi smo delali. Pač vse producirajo stvari, spreminjajo našo družbo. In če daje država v to davkoplačevalski denar in ne v maske, ki se zgubijo na kamionih ali pa ki so narejene iz prtička pa 2 elastik, jaz to podpišem. Jaz z veseljem svoje davke plačujem tudi zato, da pač financiram te organizacije. Zagotovo, ker brez teh organizacij bi bil svet zelo pust oziroma bi šli v neko družbo, ki je ne želimo. Naša družba seveda mora biti... imava še eno vprašanje. Sonja piše, pozdravljeni. Gosti bi zastavila vprašanje o položaju nevladnih organizacij. Kaj menite, kak bi moral biti položaj nevladnih organizacij v prihodnje? Na kakšen način bi se po vaše NVO-ji vključevali v dnevno družbeno politiko v Republiki Sloveniji oziroma vplivali, opozarjali na škodljive odločitve, preden so sprejete? Nekaj sva že povedala. To vprašanje se poraja marsikomu, tako da... Jaz pač mislim, da je treba vzeti nevladne organizacije za nek enakopraven in enakovreden partner, jih poslušati, jemati tudi informacije, ki jih oni imajo, sodelovati z njimi pri pripravi zakonov in hkrati sklepati zavezništva in ob enem se zavedati, da pač nikoli družbeno delovanje ni osebno na način, da je neki direkten napad na nekoga in da moraš biti užaljen na organizacijo, ki gre proti tebi, ampak spoštovati tudi tako držo in delati z njimi naprej. In tudi, če je nekdo tečen, spoštovati to tečnobo, zaradi tega, ker pač potiska v neko drugo smer. Pa hkrati se mi zdi, da je grozljivo to, kar se zdaj dogaja, ko jaz vem, da je številne organizacije strah za lastne prostore, strah za financiranje, če rečejo karkoli proti oblasti, to se meni zdi nesprejemljivo. Vsekakor, tudi, ko ste rekli, da če je nekdo tečen, je razlika, če je nekdo tečen zaradi nečesa, ker v to verjame, ker vse da v to in resnično dela z iskrenimi nameni. So pa nekateri, recimo, tudi bleferji, razno razni, ki pa tudi seveda delajo škodo potem na razno raznih področjih in potem tudi mogoče ubijajo, bom rekel, ta libido do sodelovanja z nevladniki ali pa v politiki ali kjerkoli. Ampak če imaš vsebino, pa če imaš jasen cilj, pa jasno konkretno zavezo, mi smo delali že s toliko ljudmi, ki smo se kregali, ki smo delali kampanje. Pač jaz sem tudi ob referendumu za vodo večkrat povedala, nismo se strinjali vsem. Fakt, koliko je bilo naporno, kdaj. Pač 3-krat smo mi že izstopali, ampak na koncu smo ostali skupaj, ker smo imeli enoten cilj in na koncu lahko še vedno rečemo, da spoštujemo vse te ljudi. In če nas vodi vsebina in ta vsebina mora biti na koncu vedno več od tega, da hočemo drugo oblast, mora biti pozitivna, mora biti v smeri sociale, javnega zdravstva, javnega šolstva, odprave neenakosti, je pol easy. Meni se zdi, da pol, ko imaš enkrat vsebino in cilj, potem tudi lažje preneseš, če te nekdo prisili, da si 2 uri na sestanku ali pa da narediš kakšno evalvacijo ali pa malo preneseš kakšne muhe, ki jih imamo pa vsak tudi sam. Prej ste govorili tudi o raznih pritiskih, takšnih, drugačnih iz ozadij. Pa Nina sprašuje, Nika, prihodnost, če želi planet preživeti, prinaša globalne spremembe političnih sistemov, družbe in gospodarskih modelov. Kje je po mnenju inštituta treba najprej začeti? Po mojem mnenju verjetno kar pri prekarstvu, ker je trenutno glavni generator trenutne in bodoče revščine, kar pa močno in globoko poseže v gospodarstvo in zakonodajo. Kako in kje torej naprej in najbolj močno?
Ja, prva stvar, ki je, se nam zdi, da je treba zmanjšati razlike med bogatimi in revnimi, torej absolutno dvigovati minimalno plačo, nehati dajati odpustke bogatim, hkrati reševati problem prekerstva, se zavedati, da imamo med nami ljudi, ki pač so prekerci in to niso samo neki kulturniki, to so recimo trafikantke, to so ljudje, ki jih delodajalci silijo v ta razmerja. Nad tem vršiti nadzor, pritiskati v smer rednih zaposlitev, skrbeti za javno zdravstvo, skrbeti za javno šolstvo, skrbeti za to, da se dvigne najnižja pokojnina, vedeti, da nekje obstajajo pač samske upokojenke, ki jih rešujejo humanitarne organizacije. To ni prav in se hkrati lotiti tudi vprašanja pač podnebja in se nehati pač uklanjati kapitalu. To je naša ideja, zatem bomo mi vedno stali in vedno bomo v to smer potiskali, zaradi tega, ker pač na tem planetu imamo vsega dovolj. Jaz recimo zdaj v Ameriki se lahko sprehodam v 10 minutah iz svoje soseske, kjer imam zelo veliko bogatih ljudi, ki pač plačujejo na tisoče in tisoče evrov za šolo, ki plačujejo na tisoče in tisoče evrov za zdravstvo, potem imaš pa šotore in ljudi, ki spijo v avtih z redno službo, ker pač nimajo dovolj. In trenutno gremo v to smer in tega ne smemo dopustiti. Tako da jaz mislim, da so to teme, pri katerih bo treba delovati in hkrati se zavedati, da so to teme, ki so v resnici teme za največjo skupino ljudi in da so to teme za ljudi, ki so razočarani, ki si pogosto, ki se jih ne sliši in pri katerih se najhitreje zamahne z roko in to je treba spremeniti. Kaj dojemate pod besedo kapital, recimo? Kako vi vidite? Pač mi v inštitutu vedno pač govorimo o tem, da pač živimo v sistemu, ki v resnici pač je nagnjen k temu, da pač daje bogatim, a ne, in da krepi to neko moč bogatih. Ni vlade, ki ne bi dajala davčnih odpustkov bogatih, zelo redko je vlada, ki naredi nekaj za človeka, ki živi pod pragom revščine in to se nam zdi narobe. Recimo pri bitki za Anhovo, kjer ste prav vi recimo vložili ta amandma in smo bili zato zelo veseli, se je zelo jasno pokazalo, kako ima v lokalni skupnosti pač moč prav kapital. To ni v prvi vrsti politika, politika je uslužna tuji firmi, ki onesnažuje okolje, tuji firmi, ki prinaša bolezni, tuji firmi, zaradi kjer ljudje zbolevajo, tuji firmi, ki v bistvu obvladuje celotno okolje. In to je nedopustno. In proti temu pač se je treba boriti in se je treba zavedati, da so take stvari, da nasrkajo pač prav tisti, ki tam živijo in da so oni pogosto tisti, ki niso slišani in vsi se ukvarjajo s tem, kaj bo reklo podjetje, ki je bilo iz svoje matične države izgnano zaradi škodljivih vplivov, ne pa kako živijo prebivalci naše države. In to pač je nekaj, kar je zelo simptomatičen prikaz tega, kako deluje kapital. Ja, recimo okoljska problematika nas bo zaposlovala kot svet, ne samo Slovenijo, pravzaprav v veliki meri, zdaj, ko bo enkrat ta COVID izzvenel, vendarle se bomo spet vrnili k tem temam. Mi zagovarjamo, recimo, da bi recimo sežigalnice odpadkov, vendar sežigalnice odpadkov, ki so namensko grajene za to, ne tako, kot je danes, ne vem, kot je Anhovo, Lafarge, kjer ni narejeno namensko za to in potem tudi izgorevanje ni optimalno. Kako vi vidite recimo tovrstne pobude, da se ravnanju z odpadki posveti, recimo tako, kot je na Dunaju sežigalnica. Malo vas sprašujem, zato ker če bomo kdaj v tej vlogi, da bomo odločali, da vidim, kakšne boje bomo imeli takrat. Jaz tle lahko spet pač govorim o Anhovem, nam se zdi to, kar se tam dogaja, pač grozljivo, to, da je tam še vedno pač ta sežigalnica je nedopustno, to, da tam ljudje pač zbolevajo z rakom, je prav tako v bistvu nedopustno in jaz ne morem razumeti, zakaj se tega še ni pač odpravilo. Kar se pa tiče pač nekih širših bitk, je pa tukaj oseba, ki
ki jo zelo zaupam, Gaja Brecelj iz Umanotere, in se mi zdi, da vedno, preden vas bomo napadali, bomo tudi vprašali njo za mnenje, in skupaj pač oblikovali neke pozicije do tega. So pa pač za nas, mislim, toliko sem se že naučila od okolcev, da ko nekdo reče sežigalnica, moraš napeti vsa ušesa in biti zelo previden in pripravljen na nizek štart. No, ker tukaj recimo mislim, da če bi šlo v to smer, da se te zadeve urejajo na tak način, bi bila ključna pomoč civilne družbe, kjer bi ljudem razložili tehnologijo, kjer bi jim razložili način sežiganja, se pravi, da se ne gre v neko vsesplošno zmedo in da se, ne vem, isto je vprašanje jedrske energije, ki tudi tukaj vidimo v bodoče pač še turišče raznih. Ko sem jaz predlagal oziroma takrat dal izjavo, da podpiram drugi blok nuklearke, tretje je bilo takoj, to je, ne vem, lobistično, tretje gor dol, nikakor ne gre za to. Gre za to, da bomo mi energijo morali zagotoviti in energetsko neodvisnost države. Zdaj, če bi tukaj uspeli skupaj nekako razložiti ljudem, podobno kot pri cepljenju in drugih zadevah, da bi ljudem znali razložiti pluse, minuse na neki tej bazi, mislim, da smo lahko veliko bolj uspešni, kot pa če bo to šlo spet na horuk nekaj in da se te sežigalnice, ki so okoljsko sporne danes, ki niti niso namenjene sežiganju teh zadev, da se to odpravi. Recimo imamo eno veliko sežigalnico, ki je sežgala ogromno denarja in danes povzroča ogromno izgubo, ki se reče TEŠ6. Ne, tudi to imamo. Tako da tukaj vendarle upam, da ne bo prevladalo neka zmeda spet, ker tukaj se strinjam z vami, ne, lobisti seveda gledajo na debelino denarnice, lobisti ne gledajo na. Jaz mislim, da kar je dobra stvar trenutno je to, da se vse stranke skušajo obarvati zeleno, in da v resnici je to neko polje, kjer se bo pričakoval angažma civilne družbe. Tukaj je tudi veliko več organizacij, ki vejo mega več kot mi, in so super pametne tudi glede tega, in se mi zdi pač, da bo edini način delovanja, da se jih vpraša in da, no, če ne bojo prišli sami v parlament. Ampak, ja, torej to. Ker moje, ne vem, če se vi strinjate, ampak moje mnenje je, da vsaka stranka politična, ki je, nikakor ne sme nagovarjati samo enega problema in ene rekel rdeče niti, ampak stranka je lahko uspešna samo, če gleda celostno na vse. In sam menim, da je zelena politika lahko se motim, čisto, da ne bom ne misliti, ampak da zelena politika je lahko uspešna samo, če je integrirana v program stranke, in da se vse na področju infrastrukture, na področju gospodarstva, na področju, ne vem, šolstva tudi recimo, ozaveščanja in tako naprej, da se povsod vključuje to zeleno opcijo, zeleno razmišljanje zraven. Mislim, da smo lahko samo tako uspešni, ker te tako imenovane one issue stranke pač ne gledajo celostno na probleme. Saj to je tudi en velik problem v Sloveniji ali pa tudi v svetu, da nihče ne gleda tako imenovane big picture. Ne? Se pravi, vsak samo svoje vidi. Ne? Jaz predvsem mislim, da je zelena politika tista, ki je hkrati tudi socialna in ki je hkrati pač tudi naslavlja pač dodatne probleme širšega sistema in se zaveda, da ni dovolj nekomu dati samo zeleni certifikat, ampak da je treba pač absolutno spremeniti pač srčiko tega, kako delujemo. In pač delovati bo treba hitro in delovati bo treba zelo učinkovito in pri tem bo treba pač spodbujati
organizacije, ki na to opozarjajo in pri tem bo treba se ne oklanjati tistim, ki potem trkajo na vrata in izsiljujejo drugačne zgodbe. Ne. Sicer pa se meni zdi, da tako, mene ena stvar zanima v bistvu. Zanima me, veliko se govori o normalizaciji, ampak idealni scenarij, kaj bi bil prvi pozitiven ukrep, ki bi ga naredili? Ja, prvi pozitiven ukrep, zdaj ste me nekoliko presenetili, ja, ampak zagotovo, kot sem rekel, bi se strinjal s tem zakonom. Mislim, da je to nujno, a ne? To je nujno, zdaj v kakšni obliki bo ta zakon, mislim, da tukaj lahko najdemo skupno rešitev, ki bo zadovoljila nas vse, da se res odpravijo te anomalije. To je, bom rekel, tehnični ukrep, človeški, sociološki in kakršenkoli ukrep je pa najprej gradnja zaupanja. Najprej stopiti pred ljudi, jih normalno nagovoriti, jim povedati, da kljub razlikam, ki jih imamo med seboj, bomo izpeljali tisto, kar je pred nami. Recimo javne finance so zaskrbljujoče ta hip, ne, ko se kar deli. A veste, ko začne leva opcija opozarjati, da država preveč troši, potem je res nekaj narobe, ne, ker vedno je veljalo obratno. Ampak vse to smo sposobni narediti, če bomo delali skupaj, če bomo tistih 75% pozitivcev, ali pa političnih pozitivcev, ki jih imamo v Sloveniji, če bomo to znali na ta način, potem nam bo to tudi uspelo. Tako da prvi ukrep je normalizacija, prvi ukrep je neka osnovna človeška bližina, da tudi politika da neko bližino in da gradimo zaupanje. Ker mi enega problema v bodoče ne bomo rešili, če ne bomo si medsebojno zaupali. Recimo, midva sva se gledala, ne bom rekel čez puškine cevi, ampak sva se gledala kot dva nasprotnika, recimo takrat pri tistem dodatku na delovno aktivnost, kakorkoli, a ne? Ampak, če se zgradi pa neko zaupanje, tudi jaz osebno imam vedno rajši, da mi nekdo pove direktno, da me nekam pošlje, da to, nimam težav s tem, hinavščina me pa moti, to je pa dejstvo. In tukaj s hinavščino mislim, da tudi ne prideš daleč in vedno se treba boriti. In vedno sem cenil tistega, ki je verjel v nekaj, ki se je za to iskreno boril, ki je tudi bil pripravljen kaj žrtvovati za to. Tako da nekako menim, da bi ta prvi ukrep, prvo to bilo vrnitev zaupanja, da se spet reče nevladne organizacije dobrodošle nazaj na našo zemljo in da gremo spet k gradnji države tako, kot si želimo. Zdaj, kaj je normalno? Enemu je normalno to, enemu je normalno ono, ampak predvsem mi kot razvojno-liberalna stranka pač pravimo živi in pusti živeti. Vsak naj živi tako, kot mu paše, v takšni družini, kot mu paše, vsak naj izvaja svoje naloge tako, kot si jih je zadal. Razvoj pa seveda je povezan z raziskavami, je povezan tudi z vlaganjem v raziskave, predvsem pa ne razvoj na račun ljudi. In recimo pri prekarnosti, kako odpraviti prekarnost, vam bo vsak povedal drugače, vsak ima svoje ideje, zato bomo mi kot politika radi prisluhnili in tudi, kadar ne bomo vedeli nečesa ali pa ne vemo, tudi radi koga vprašamo in rešitve za prekarnost pravzaprav so vedno dobrodošle in jim bomo
in bomo, nekaj smo že v naši vladi to začeli reševati, vendar mislim, da prekarnost je res kar neka, to je prva zadeva, ki jo vsak omeni, ki se s tem ukvarja. Tako da tukaj bodo dobrodošle rešitve, saj pravim, veliko je ljudi, ki ima kritike, ko mu rečeš, kaj bi pa ti naredil, je pa konec. Mi znamo ful dobro pisati zakone in jih bomo samo vlagali. Super. To je zelo dobrodošlo in ko nekdo pride, jaz bi pa to naredil, naredi, izkaži se, pokaži in to je bistvo in potem bo tudi naša družba lepša. Če bomo pa mi, civilna družba, grdo gledala politiko, politika grdo gledala civilno družbo, tam pa uspeha ne more biti, ker vsak politik je lahko enkrat del civilne družbe in vsak v civilni družbi je lahko tik-tak politik. In potem se je zarečeni kruh, če se drug drugega ne razume. Tako da mislim, da izzivov je veliko. Kje boste silvestrovali? Nimam pojma. Lepo. Temu se reče življenje, kot se ti ponuja. Torej, drage gledalke, dragi gledalci, pogovarjala sva se o temah, ki so ta hip pereče. Upam, da vas nisva preveč zamorila v tem predprazničnem času, še teh nekaj več kot 24 ur, ki nas loči do novega leta, ko si bomo nazdravili, ko si bomo voščili dobre želje. Pa morda, gospa Kovač, za konec, da nagovorite naše gledalke, gledalce in jim morda tudi izrečete vaše voščilo in izkoristite to Mi priložnost. lahko sam pač obljubimo, da bomo fajtali še naprej in da pač za nas je zelo jasno, kaj zagovarjamo in da se bomo borili za to, da bo pač življenje bolj fair in bolj pravično in da upamo, da kdaj so volitve, ker pozabila sem. Ja, če bo predsednik podpisal, če bo, potem bo do 24. aprila. No, tako upam, da se že po poletju borimo proti vaši vladi. To je, kako bi rekel, pravzaprav že napoved nekega novega obdobja. Beseda borba je lahko mogoče za koga groba, ampak jaz jo jemljem tako kot športno, kot del življenja in res imam tudi sam željo, da bi bila midva po volitvah spet na nasprotnih bregovih in bi reševala probleme, ki so, bom rekel, mnogo slajši, kot pa bi bili ali pa so lahko pod to vlado. Tako da mislim, da se je treba vrniti v to obdobje. Torej, iskrena hvala, da ste bili moja gostja. Pravzaprav si ne bi mogel še pred letom dni ali pa še manj misliti, da vas bom gostil tukaj v studiu LMŠ. To je zame res velika čast, velik premik, res dokaz, da čudna sopota gospodova, kot se reče. Torej, iskrena hvala, želim vam lepo praznovanje, uspešno pri vsem, česar se boste lotili ali pa se bomo skupaj lotili. Vam, drage gledalke, dragi gledalci, drage prijateljice, prijatelji, lahko rečem, želim vam lep jutrišnji večer, da bi praznovali čim bolj tako, kot si sami želite. Zlasti mislim tukaj tudi na vas, ki vam to ne bo dano, ker boste bodisi na delovnih mestih, bodisi ste bolni, bodisi ste doživeli kakšen težek dogodek, pa naj vas praznični večer spomni tudi na lepše trenutke
in vam da upanje, da se vendarle lahko tudi v naslednjem letu zadeve izboljšajo. Želim vam lepo leto, mirno leto, želim vam pa predvsem tudi zdravja in kot rečeno, da bi se vam čim bolj izhajalo vse tako, kot ste si zamislili, v družbi tistih, ki jih imate najrajši. Hkrati pa seveda vsem nam želim sodelovanja, povezanosti in iskrenosti in da si bomo povedali tisto, kar nam leži na duši, se morda včasih malce grdo pogledali, potem pa spet delali naprej. Drage prijateljice, dragi prijatelji, hvala, ker ste bili nocoj na ta predpraznični večer z nama in vidimo se spet v letu 2012.